Živjo, danes sem pa tekel splitski maraton. Poglejmo, kako mi je šlo. Se pravi, dobrih 42 km sem pretekel v 3 urah, 16 minut in 59 sekund. Bil sem zajček za 3 ure 15, ampak ker sem 14 dni nazaj preboleval gripo, nisem bil čisto gotov, da mi bo uspelo in sem zelo vesel, da sem izdelal vsaj tako dobro, kot mi je danes ratelo. Poglejmo, kako je šel moj tempo. Fina skupina smo bili, vse nekje do 34 km. Potem smo pa malo se razkropili, eni so šli malo hitreje, drugi malo počasneje, tudi jaz rahlo počasneje. Tako da poprečen tempo sem imel 4 minute 38 na kilometer. Najboljši kilometer je bil 3 ure 33. Če pogledamo srčni utrip, se mi je v prvi polovici je bil zmerno nizek, potem je bil pa malo višji, tako da se vidi, da se frekvenca srca pri utrujenosti povečuje, očitno zaradi nekoliko manjšega utripnega volumna. Višinske razlike na tej poti je bil torej maraton dokaj razgiban. Kot vidimo, že čisto na začetku kar lep vzpon. Tam nekako smo se dvigali na, 45 metrov nad morjem, potem smo se spuščali in tako. In ta maraton je kar zahteval kar nekaj pozornosti, da smo v klanec ohranjali ritem teka. Če pogledamo kadenco, torej frekvenco korakov, se mi kar pozna, da je v zadnji polovici, zadnji četrtini teka mi je frekvenca korakov upadala. To se je utrujenost kar poznala. Dolžino korakov sem ohranjal približno konstantno, kaj pa navpično razmerje se mi je pa kar povečevalo proti koncu. To je ta znak utrujenosti. Tako da se veselim, da bom tudi tukaj navpično nihanje, ki je v bistvu razmerje pri tem, to se pravi, navpično razmerje je odstotek tega nihanja glede na dolžino koraka, to je pa absolutna vrednost in je, se pravi, na začetku bila relativno nizka, fina tehnika teka, potem pa se je malo začela kvariti. Tudi čas dotika s tlemi se mi je v zadnji četrtini povečeval. Tole, kar je tukaj vidimo čist proti koncu, oranžno, tukaj je bil res teren zelo zahteven, tako da to so tekel v zelo strm klanc je bil tukaj. Kaj še vidimo? Se pravi, območje glede na srčni utrip sem bil v tej coni 4 večino časa, torej frekvenca srca nekje med 154 in 175. To je ta pražna vrednost, ki si jo v bistvu ne želiš v maratonu preseči in to mi je tudi uspelo. Tako da ta hitrost je za mojo trenutno pripravljenost očitno prav optimalna. Veselim se novih maratonov in tale ura Garmin Forerunner 165 se je dobro izkazala. Pa tudi jaz. Se vidimo naslednjič.